Zgodba o Assangeu je pravzaprav zgodba o sistemu, v katerem živimo. In trenutno živimo v sistemu, kjer je tako, da ljudje, ki opozarjajo na zločine, ki opozarjajo na korupcijo, končajo v zaporih, medtem ko tisti, ki bi morali zares zaradi svojih zločinov, korupcije, vojnih zločinov in tako naprej dejansko pristati v zaporu, jih ščiti država in jih ščitijo vojsko odvetnikov. To je narobe svet, ki pač ne more prinesti nič dobrega. Če hočemo ostati v demokraciji in braniti demokracijo, se moramo boriti proti takim pojavom, podpirati žvižgače in seveda se boriti proti medijem, ki plasirajo lažne in lažnive novice. Pozdravljeni vsi podporniki svobodnega neodvisnega novinarstva. Svobodno novinarstvo se zatira z namenom prikritja zločinov in ustvarja diverzije, s katerim odvrača pozornost od njih. Na vse zločine storjene v Iraku, Afganistanu ter na globalno mrežo sistematičnega nadzora nas je opozorila majhna skupina žvižgačev, ki sedaj trpi zaradi svojega razkritja resnice. Po zrežiranem pregonu na Švedskem in 7-letnem skrivanju v ekvadorski ambasadi je po aprilski aretaciji Assange mesece preživel v najstrožjem varovanem zaporu, ker je bil obravnavan kot najhujši zločinec. Posledice izolacije in psihičnega mučenja se je pričele ogrožati celo njegovo zdravje. V ZDA mu grozi krivičen sodni proces na podlagi suma vohunjenja, zanikanja ustavnih zagotovljenih novinarskih pravic ter kar 175 let zapora. Vse to, ker je svetu povedal resnico. Na nas je, da zahtevamo odgovornost zločinov in zaščito tistih, ki grozodejstva razkrivajo. Pokazati moramo, da tovrstnega ravnanja, direktnega pljuvanja resnici v obraz ne bomo dopuščali. Zahtevamo Assangeovo izpustitev. Assangeova svoboda je naša svoboda. Danes v času vojen, kjer imamo eno ogromno število vojnih zločinov in kjer smo mi kot družba začeli te vojne kot del NATO, neupravičene vojne, danes zapiramo človeka, ki nam je odprl naš način razmišljanja, ki nam je pokazal vse te zločine, kateri se dogajajo, kateri so se zgodili, ne nazadnje vsem tem beguncem, kateri so ne tako daleč nazaj prehajali preko slovenskega ozemlja in na katere smo mi pljuvali, ne grejo nazaj domov. Preko 1 milijon mrtvih ljudi v Iraku, ne vem točen podatek v Afganistanu, da ne govorim grozodejstva, ki so se dogajala v Siriji na račun naše demokracije. Vse to nam je odprl Julian Assange in zato smo vsi mi Julian Assange.